Društvo prijateljev glasbe letos obeležuje 60. obletnico delovanja. Nastalo je zaradi potrebe Glasbene šole Koper in na pobudo takratnih učiteljev, da bi izobraževalni program glasbene šole nadgradili še s koncertno ponudbo. To so bili začetki in s temi načeli v bistvu nadaljujemo tudi mi naše delovanje. Zdi se nam vse bolj pomembno, da je tudi klasična glasba, saj naše društvo v glavnem ponuja programe klasične glasbe, je en tak pomemben sestavni del kulturnega dogajanja v Kopru. V zadnjih letih se delovanje društva deli na več sklopov. Zelo pozorni so tudi na to, da uvajajo vsebine za otroke. Lahko napovem, da bo prav 6. maja letos en tak prvi poskus koncerta, družinskega koncerta, ki ga prirejamo v Avditoriju Portorož skupaj s Slovensko filharmonijo. Imamo potem osrednji cikel, ki ga imenujemo cikel Amabile z muzejem, ker so naši koncerti v muzeju. In na teh koncertih se pač predstavijo profesionalni glasbeniki, s tem, da smo zelo pozorni, da vključujemo tudi mlade študente oziroma mlade izvajalce, ki se podajajo na koncertno pot. Drugi cikel, ki ga imenujemo Glasbeni obiski, je pa tak cikel, kjer umestimo gostujoče glasbenike, ki so izven redne sezone, torej niso že vnaprej napovedani, ampak nas vprašajo po pomoči za organizacijo nekega dogodka in se mi priključimo k temu delovanju. In en pomemben del našega delovanja potem še Bienale Koper, ta je nastal leta 2008, je tak nov doprinos k Društvu prijateljev glasbe. In v sklopu tega cikla pa ponujamo v glavnem sodobno glasbo. Od lanske jeseni so uvedli še en nov cikel, to je cikel Grande, ki vsebuje koncerte pihalnih orkestrov. No, to je novost, tako za društvo kot za to ponudbo, ki je na obali, saj je v bistvu glasba pihalnih orkestrov vedno zelo prisotna v naši kulturi, v našem delovanju. Veliko je društev, ki se ukvarja s to glasbo, ni pa do sedaj bilo še koncertnih ciklov, ki bi predstavljali vrhunske pihalne orkestre. In to se je zgodilo hvala ideji Mirka Orlača in Andraža Cenciča in hvala sodelovanju z Avditorijem Portorož. To je bila prav letošnja novost, ki je tako obeležila v bistvu našo 60. obletnico, ker smo po 60 letih umestili še nekaj novega v naše delovanje. Veliko pozornost dajejo tudi glasbenemu izobraževanju. Imajo 2 poletni delavnici za godala in orkestrsko igro. To sta Mali filharmonik. Ta kamp deluje že 7. leto, ga vodi Žiga Cerar in se odvija na Debelem rtiču. Do sedaj smo vsako leto zbrali vsaj 80 glasbenikov, otrok od 2. do 8. razreda inštrumenta, in ki se ob zabavi pač ukvarjajo tudi z orkestrsko igro. Na novo pa smo lani uvedli mojstrske tečaje, smo imenovali Poletna simfonija. Ti tečaji pa so že namenjeni dijakom oziroma študentom in saj smo povabili k nam priznane mentorje, profesorje iz znanih akademij, iz Salzburga, Gradca, Ljubljane, ki te študente že uvajajo v koncertno dejavnost in ob tem imamo seveda tudi orkestrsko igro. Društvo prijateljev glasbe je po 60 letih še vedno edino društvo na obali, ki ponuja klasično glasbo. Edina težava, ki nam včasih nastane, je, da smo pač le društvo, ki te zadeve delamo ob prostem času, po službi, in mogoče zmanjka neke energije za boljšo promocijo, za še boljšo oziroma še večjo prodornost naših vsebin, ki so, tako bi lahko rečem, da so na visokem nivoju, da bi lahko to še bolj izpostavili oziroma boljše promovirali, ampak za to večkrat ni časa. Tako da upam, da se mi bo zbrala ena večja skupina ljudi, ki bi si želela to početi in ki bi začutila, da je to pomembno, da to delamo za naše mesto, da bi lahko to našo dejavnost razširili.
Pred kratkim je Društvo prijateljev glasbe prejelo priznanje z veliko plaketo Mestne občine Koper za pomemben prispevek k širjenju kulturne zavesti v lokalnem okolju. Program društva lahko spremljate na njihovi spletni strani. Do konca leta pripravljajo še veliko raznovrstnih glasbenih dogodkov, na katere ste vljudno vabljeni.